Danes pa imam zate en taki mini izziv in sicer, da se vprašaš oziroma pogledaš, kakšen je tvoj brand. In glede na to, kakšen je tvoj brand, se lahko potem vprašaš, ali je to kaj povezano tudi z tvojo osebnostjo. Zdaj, mogoče se sprašuješ, ok, kaj pa zdaj to pomeni? V resnici to pomeni, da tvoj brand oziroma tvoj posel je odraz tega, kdo ti si. In če želiš spremeniti svoj brand, če želiš drugačen brand, kot ga mogoče do zdaj si ustvarjal oziroma ustvarjala, je prvi korak, da spremeniš to, kar je v tebi. Torej, da najprej pogledaš v notranjost in spremeniš sebe v verzijo, kar si želiš. Ker sprememba podjetja je v resnici sprememba v tebi. In če pogledava samo primer, če z eno nogo ali pa mogoče vse delaš v poslu na pol, bo posel tudi na pol verjetno tudi nekako deloval. In kako delaš eno stvar, običajno delaš vse. V svojem življenju, ali je to poslovno, ali je to zasebno. In če mogoče najdeš kakšen primer, da res z eno nogo delaš ali pa na pol delaš svoj posel, potem verjetno tudi vse ostalo delaš tako v svojem življenju, tudi zasebne. In če si mogoče zelo neorganiziran oziroma neorganizirana, potem je verjetno tudi posel izraža to neorganiziranost. In če si mogoče pohlepen, potem bodo verjetno tudi pohlepni tudi tvoji zaposleni, ki ne bodo dajali vse, ki bodo dajali vedno ti manj in vedno zahtevali več in več. In enako velja tudi za tvoje stranke. Tako da, če želiš spremeniti svoj posel, moraš najprej začeti spreminjati sebe. In če si še zmeraj v vlogi žrtve in pridobivaš potem seveda same žrtve v svoj posel, potem je to jasen pokazatelj, da moraš stopiti iz žrtve v liderja, ker potem lahko tudi pritegneš takšne stranke, takšne zaposlene in tako naprej. Evo, me pa zanima, bom ful vesela tvojega feedbacka, če se najdeš kje to povezavo med sabo in pa kar se jasno izraža tudi v tvojem poslu. Lahko mi pišeš na družabnih omrežjih kot zasebno sporočilo ali pa na mail maja@mod.si, pa bomo poklepetali, bom vesela vsakega sporočila. Hvala ti! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.